Nahajamo se torej na razstavi Samre Bulič z naslovom Assimilation Complete. Razstava je pripravljena v sklopu iniciative U30+, in sicer v drugi sezoni, drugi ediciji, ki jo kuriram jaz. V prejšnji ediciji smo se ukvarjali bolj v bistvu, umetniški projekti so nagovarjali fikcijo v umetnosti. Tokrat pa se posvečamo bolj spekulaciji v odnosu do raznih naravnih procesov. Na tej razstavi konkretno Samra dela z medijem risbe in bolj natančneje z odtisom. In skozi to razvijanjem te forme, te oblike, te risbe, se spušča v polje študije evolucije in razmišlja na spekulativen način, kako se lahko sama oblika razvija kot nekakšen avtonomen proces. Ne samo v umetniškem mediju, ampak tudi onkraj tega. Na ta način umetnica se nahaja nekako na presečišču med študijem narave in po drugi strani v bistvu študijem znaka in forme kot take. In na tem presečišču razvija to idejo spekulativne evolucije, te samostojne, avtogenerirajoče se forme. Sama risba in odtis. Odtis je pomemben, kaj ti loči risbo od same matrice oziroma od originala in postane, v ospredje stopi sama kopija, sam odtis. Hkrati pa tudi pomemben aspekt Samrinega dela je, da sama risba ni nikoli nekaj zgolj abstraktnega ali pa nekaj, kar se dogaja zgolj na simbolni ravni, temveč je vpisano v materialnost, neposredno nagovarja neko materialnost. In v tem primeru je umetnica uporabila te zaplate umetnega usnja in to usnje postane okolje sami risbi in njeni evoluciji. Zato smo tudi ustvarili ta fizični prostorski konstrukt iz teh usnjenih panelov, na kateri je en večji odtis Samrinega dela. In to smo naredili predvsem zato, da smo se izognili v bistvu klasični prostorski dinamiki razstavišča, torej belimi stenami, kjer bi risba oziroma njen odtis zelo težko pobegnil s svojim klasičnim, tradicionalnim okvirjem samega medija. Posledično potem ta prostorska konstrukcija ponudi risbi svojevrstno okolje, v kateri lahko ta izpeljuje svoje principe. Torej okolje posnema notranje principe, notranjo logiko same risbe, same forme, ki jo umetnica v svoji praksi razvija in nagovarja. Sama risba, sama forma, ki umetnica razvija, vedno izhaja iz neke minimalne reference, vendar ko se v bistvu ta forma razvija, ko umetnica dela na njej, ta sama referenčnost slej ko prej izgine. Še posebej za temi odtisi, ki uvedejo v njeno prakso neko reprodukcijo, v kateri, kot rečeno že na začetku, že prej, sam izvirnik ni več ključen. Torej ta sama sprememba oblike se dogaja od ene iteracije do druge, od enega odtisa do drugega. Hkrati pa pač tudi ta moment, to neko trenutno stanje, ki, na primer, kot je razvidno na tej razstavi, postane nekakšna potencialnost prihodnje spremembe, prihodnje reprodukcije.
Tako da ravno z umikom od izvirnika, od matrice, gre potem takem tudi za odmik od reference, od referencialnosti kot nekakšnega ključnega aspekta sodobne umetnosti in pa posledično to tudi pomeni odmik od reprezentacije kot neke lastnosti umetnosti, ki sega onkraj paradigme sodobne umetnosti. Izbor materiala tu ni povsem naključen, hkrati pa tudi noče stopiti povsem v ospredje. Torej, umetno usnje ima hkrati neposredno vizualno podobno z dejanskim usnjem, z kožo in s tem uvaja neko zelo telesno meseno atmosferičnost samega prostora. To okolje, ki ga ustvarja za formo, postane telesno, hkrati tudi umaknjeno od kakršnekoli figure, od kakršnekoli berljivosti ali pa prepoznavnosti. Okolje je kljub temu abstraktno, ne vemo, ali je odtis risbe na zunanjosti kože, na zunanjosti nekega telesa, ali se nahaja in reproducira znotraj kakšnega telesa. Torej je že tu prisotna neka tenzija med notranjostjo in zunanjostjo, ki je sama prostorska konstrukcija, kot tudi projekt nasploh, nikoli ne želi opredeliti oziroma razrešiti. Hkrati pa tudi neka abstrakcija in tudi forme, ki se odvijajo za temi šivi med usnjenim usnjem in nasploh tudi splošna oblika same prostorske konstrukcije vpelje tudi neko sintetičnost v samo prostorsko konstrukcijo. Konstrukcijo umakne stran od organičnosti, ki je povezana z kožo. Tako da postane prizorišče nečesa umetnega, neke namerne konstrukcije.